Začeli bomo z rubriko Napaka pa taka. Slišali bomo 3 trditve, ki pa so rahlo napačne. Vsaki je ena beseda neustrezna in če v 15 sekundah zapišete popravek, dobite 5 točk. Prav? Za začetek bomo odigrali eno igro z odprtimi kartami. Skupaj še 51 sestrami sem del francoskega kompleta igralnih kart. Na vsaki od nas je ena od 4 barv. Križ, pik, srce ali karo. Vsaka barva pa ima 13 kart. To so as, številke od 1 do 10, fant, dama in kralj. 15 sekund imate, da zapišete popravek. Najprej pa seveda potrebno poiskati napačno besedo. Še nekaj sekund. Pa poglejmo, kaj ste zapisali. Rumeni 53. Mislite, da je kart nekoliko več, kot smo zapisali, a ne? Vijoličasti, vi pa ste zapisali kaj? Oblik. Oblik. Poglejmo, če imate prav. Ne, tale enka se bo spremenila v 2. Žal, tokrat točk nismo podelili. Ja, številke 1 v kompletu ni. V nekaterih igrah enko predstavlja as, ponavadi pa je to najvišja karta. Dobro, nič hudega. Od mize za poker gremo ven na polje. Pozno spomladi najprej poženem nazobčene liste. Nato pa na votlem steblu še cvetni košek s številnimi rumenimi cvetovi. Ta se skupaj preoblikujejo v lučko semeni, ki so tako lahka, da jih brez težav raznese veter. Zdi, da je tole kar zagonetka za naše tekmovalce. Poglejmo, kaj bodo zapisali. Vaši odgovori. Osnovna šola Lava, vi mislite, da je prava beseda zgodaj, vi pa ste napisali poleti, skratka, da regrat ni spomladi. Poglejmo, kdo ima prav. Ja, zgodaj spomladi in to je 5 točk za osnovno šolo Lava. Ja, regrat požene liste že zgodaj spomladi in takrat se na polja poženejo tudi ljubitelji regratove solate s krompirjem in jajci. Za konec pa gremo k gospodu, ki ga zagotovo vsi dobro poznate. Bil sem ena najpomembnejših političnih osebnosti 20. stoletja in sem imel ključno vlogo pri osamosvajanju Indije izpod francoske kolonialne oblasti. Pri tem sem vedno zagovarjal načela nenasilne državljanske nepokoriščine. Meni še pišejo, vijoličasti so že zapisali odgovor. Poglejmo vaše odgovore. Britanski in pa angleške ste zapisali. Skratka, mislite, da tistale Francija ne spada v ta stavek. Poglejmo, če imate prav. Ja, britanske pa tudi angleške je pravi odgovor. 5 točk za obe ekipi. Je bil seveda mirovnik Mahatma Gandhi, Velika Britanija pa je vladala Indiji do leta 1947.